Cenjene dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji nogometa, prisrčen pozdrav iz Domžal, kjer se bo vsak trenutek pričela, pa lahko rečemo kar najbolj pomembna tekma tega četrtega kroga. Vrhovec, Matko je padel in to bo 11 metrovka. Na belo piko je pokazal Antič. Najlepše priložnosti si Mariborčani ne bi mogli želeti. Vrhovec zanesljivo po sredini gola in Mariborčani vodijo za 1-0. Blaž Vrhovec je prišel do zadetka. Kar se tiče strožjih kazni, je že dokazal Vrhovec. Matko je priigral 11 metrov po Mariboru, morda da tudi to nekoliko sprosti. Poglejmo zdaj Matko, ki je nevaren v igri 1-1. Dobra žoga in tule je gol! Krasna podaja z leve strani. In če v 25 minuti Sirk ni uspel zatresti mreže, pa se je to zgodilo zdaj za res super podaja Matka. In tole je torej prvenec v dresu Maribora. Uspeli tu v obrambi res fantastično zaustavljati vse nasprotnike, pa danes temu ni tako. Imajo pa zdaj priložnost, Princ je padel, pa še žoga pred vrata. Vratnica rešuje Mariborčane. Brezglavi napad Radomljanov, zdaj imajo Mariborčani znova ogromno prostora. Alvir ni imel dovolj prostora za strel, no zdaj vendarle Alvir. Zdaj je znova več prostora za Mariborčane, kako je stekel v prostor Matko. Matko ima priložnost, žoga mimo gola. No tole pa je situacija, ki obeta za Radomlje, Jug pa na pravem mestu. Repas išče prostor za strel ali podajo, Repas, ja tole je priložnost za Maribor, Matko je počakal strelom, izkazal se je Šugič z obrambo, ni še konec nevarnosti, kajti Mariborčani imajo na voljo četrto podajo iz kota. Tokrat žoga ne bo zavrtinčena tako, da bi letela proti vratom, pa vseeno poglejmo, če je lahko to nevarno. Našel je Mitrovića Vrhovec, Mitrović pa z glavo čez vrata. Pogačar, zelo zanimiv krilni napadalec. Žoga pred vrata, tole je nevarno, priložnost za zaključni strel. In tole je zdaj nekako spomnilo na priložnost proti Olimpiji v drugem polčasu, tudi takrat Antič, ki je v prejšnji sezoni na 7 tekmah v prvi ligi Telemark pokazal 32 rumenih kartonov. Princ je izvedel prosti strel, nevarna žoga pred vrata, tam fliper, žoga je v mreži. Gol za Radomljane, ki se v izteku 65. minute vračajo. Ja, iz ponovljenega posnetka bomo videli, kdo je dosegel gol. Varga je bil tisti, ki se je sicer najbolj veselil. Pogačarja, ki je tam krenil proti napad, zdaj poskuša po sredini. Žugel bo izvedel prosti strel. Žugel, ostra, nevarna žoga. Ja, bila je zelo težka tekma, nasprotnik je bil dober. Smo si pripravili neke priložnosti, žal jih nismo izkoristili in tako je to. Hvala in srečno naprej. Konec koncev šteje rezultat, tako da smo zadovoljni. Jaz mislim, da predvsem v prvem polčasu smo odigrali res dobro, da je to tisto, kar želimo. V drugem polčasu smo spet prejeli gol iz prekinitve, tako da jaz mislim, da to treba popraviti, ampak načeloma smo odigrali dobro tekmo. Ne vem, če je glih zmanjkala koncentracija v obrambi, mogoče je več zmanjkala koncentracija v fazi napada, v samem zaključku napada. Mislim, da smo
se enakovredno kosali z Mariborom, z velikim Mariborom, si ustvarjali priložnosti, z katere bi lahko zadeli in mislim, da v igri bili malo v podrejenem položaju, vendar pa glede na priložnosti mislim, da bi si zaslužili točko. Ja, v vseh teh treh tekmah do sedaj se je pokazalo, da imamo dolgo klop, da se lahko na vse fante zanesemo in tako bo tudi v prihodnosti. Prvenstvo je dolgo, gre za maraton in potrebovali bomo vse igralce na visoki ravni in moram še enkrat pohvaliti naše fante, moje fante, da so dali vse od sebe. Danes se nam ni šlo, upajmo, da bo naslednjem krogu boljši. Ja, to je lepa kulisa, spet vrnili so se navijači nazaj na tribune, so res v pomoč fantom, pomoč obem ekipam in upam, da ostane to čim dlje. V prvi vrsti čestitke fantom, en dober teden za nami, en dober fokus, ena dobra energija. Mislim, da en dober prvi polčas, nekako po pričakovanjih. Smo igrali na zgoščen blok, plitko formacijo, malo je bilo med prostorov, smo bili pa kar dobri po globini. Žal mi je mogoče še, da nismo šli na tretji zadetek, ta tista priložnost Matka v eni dobri tranziciji. V drugem polčasu mislim, da smo solidno kontrolirali, sigurno mi je manjkalo, bom rekel, malo same globine. Ta, bom rekel, zadetek nas ni pretirano vrgel iz tira, je pa sigurno naredil tekmo bolj živčno. Tako da na koncu, ko so 3 točke, bom rekel, pod streho, smo lahko zadovoljni. Ena velika zahvala navijačem za podporo. Ja, se strinjam, jaz mislim, da nekako nismo nič panično odreagirali, da smo nekako še naprej diktirali ritem igre. Je pa bilo sigurno premalo zaključkov v tem, bom rekel, predvsem drugem delu drugega polčasa, tisto, kar bi si sami želeli. Tako da fantje iz klopi so dali potrebno energijo, nekako smo ohranjali svojo kompaktnost v fazi obrambe in sem zelo vesel, da nekako v 4 tekmah imamo 3 zmage.